Dobro večer, dobrodošli v deželi pridnih. Tale naslov našega cikla se je sicer rodil že skoraj 4 leta nazaj, kolikor četrto sezono tudi cikl traja in je v resnici poln tudi neke samoironije in ga ne gre imati preveč resno. Je pa nenavadno naključje, da mogoče nocoj najbolj do zdaj ta nadnaslov nekako komunicira tudi samo temo, s katero se bomo ukvarjali, se pravi, seveda spet tudi z neko ironijo, ki pa ima v sebi tudi zelo veliko grenkobe. Naslov našega nocojšnjega druženja je o tovarnah in ljudeh in v naši sredi pozdravljam naša nocojšnja gosta, doktorico Nino Vodopivec, socialno antropologinjo iz Inštituta za novejšo zgodovino, Živja, dober večer, in pa Vasja Jagra, novinarja. Dober večer. Ja, o tovarnah in ljudeh je naslov, ki se mi je nekako zapisal, pa že sama struktura naslova je taka mičken v navednicah zastarela, no, taka, ne. Tako sem v srednjem veku filozofi poimenovali oziroma dali naslove svojim tekstom o nečem, ne, o ljubezni, o pravičnosti in tako naprej. Ampak nalašč sem zapisal to strukturo predvsem zato, ker je tudi, se mi zdi, da marsikaj, o čemer bomo danes govorili, se zdi, kot da bi bilo malce iz mode, bom tako rekel, v navednicah, kot da bi bilo mičkan anakronistično, že sam izraz tovarna. Se zdi, da je v zadnjih letih, desetletjih izraz tovarna nekaj, čemu bi se skoraj da izogibali, govorimo o podjetjih, zelo redko kdaj pa govorimo o tovarnah. In mogoče bi začel v bistvu na tej točki se strinjati s to oceno in če se, kaj je razlog za to, da je že na tej v bistvu besedni ravni tukaj prišlo do sprememb, zakaj uporabljamo drugačno govorico. Jaz bi najprej rekla, da v bistvu ta preoblikovanja, tako imenovane postindustrijske družbe, ne, ko o tem razmišljamo in ko razmišljamo o podjetjih, pa bom do podjetij še prišla, pač imamo v glavah predvsem tako imenovane države globalnega severa. Dejansko v tako državah tako imenovanega globalnega juga še obstajajo klasične tovarne z veliko število zaposlenih, ki so sestavni del tega sodobnega kapitalizma, sistema, kako se supply chain capitalism, dobavnih verig, ne, ki je razdeljen po različnih samostojnih enotah in ena izmed teh so še vedno klasične tovarne in mi vsi smo sestavni del te zgodbe, ker kupujemo dobrine, ki so pač made in Bangladeš in pa made in China. Ampak dobro, če se pač osredotočimo na slovenski prostor, kjer je dejansko prišlo do zapiranja velikega števila teh klasičnih tovarn in do preoblikovanja v manjša podjetja, ki naj bi bila mobilna, fleksibilna in se hitro prilagajala zahtevam na trgu dela. Prav tako se je sama organizacija dela spremenila, ne, včasih pač je bil v tovarnah je značilen delo po tekočem traku, kjer je vsak posameznik bil dober za neko določeno delo. Ne. Danes smo v bistvu podjetja omala, to mogoče predvsem samostojni svobodnjaki oziroma SP zelo dobro veste, da danes moraš biti tovarna v smislu vse delati, ne, od financ, PR-a do ustvarjanja in kreative. Nasploh v družbo je prepojil ta podjetniški duh. Vsi mi naj bi se spreminjali v podjetja in svoje življenja pač vodili kot podjetja. Tako je ta podjetniški model, ne gre tukaj zgolj za nek zaposlitveni status oziroma za neko organizacijsko obliko, ampak je nek model, po katerem so organizirane zdravstvene ustanove, izobraževalne institucije, urbano upravljanje, tudi družbene ekološke probleme naj bi reševali na ta podjetniški način. Gre za neko spremembo mentalitete, ne? Ja, absolutno. To mogoče
bomo to še v nadaljevanju več rekli. Jaz v svojih raziskavah zelo poudarjam ravno paradigmo samoodgovornosti, kjer je ideja, da ničesar več od nobenega ne pričakujemo in se sami nase zanesemo, smo sami od sebe odvisni, kar je sestavni del neoliberalne ideologije, ki pa prinaša ta podjetniški etos oziroma ta ideal podjetništva. Ampak mogoče samo še o tovarnah, kaj imamo v misli, ko pač mislimo tovarne, nekateri, ki se jih še spominjamo, pač iz socializma, so bile tovarne postavljene v sam srž socialistične modernizacije, ker sledno je pomembno povedati, zato ker ideja je bila, da tovarne vzpostavljajo neko moderno družbo. Tudi industrijske delavke in delavci so v taki zgodbi postavljeni v samo jedro oziroma so postavljeni kot akterji družbenega razvoja. Tovarne so v tem smislu tovarna ni zgolj prostor, ki producira dobrine, ampak je prostor družbene reprodukcije, se pravi prostor, ki vzpostavlja boljše življenje oziroma naj bi vzpostavljala boljše življenje za širšo družbo ljudi, za širšo družbo oziroma za več ljudi. In dejansko so zelo pomembno se ljudem vtisnili v spomin, kakšen pomen so imele tovarne v življenju ljudi, ko so govorili oziroma se spominjali o naših fabrikah, ker so bile tovarne tudi tiste, ki so gradile stanovanja, ki so organizirale zdravstveni sistem, ki so vzpostavljale lokalno infrastrukturo in organizirale ter strukturirale življenje ljudi. A lahko samo še trenutek, kako sem se sama, da sam povem malo predzgodbe, da se 20 let se ukvarjam z izkušnjami industrijskega dela v tekstilnih tovarnah, kjer me zanima ravno to, kako je industrijsko delo izkušeno, mene so zanimale tekstilne delavke in delavci in tekstilna industrija, kako so tekstilne delavke in delavci doživljali družbena preoblikovanja, kot tudi samo izgubo dela. In pač presunljivo je to, da so te pripovedi ljudi med seboj zelo podobne. Kot eno, kar sem že rekla, da so govorili o naši fabriki, kar govori o veliki pripadnosti, o tem bomo verjetno nekaj še rekli, in pa, da so govorili s ponosom, kaj vse so njihove tovarne ustvarjali. Bili so ponosni na njihove produkte, na kvaliteto njihovih produktov, govorili so o industrijskem čudežu. Ne vem, koliko ste vi sami že kdaj bili v industrijskih halah, pa sledili temu industrijskemu procesu. Jaz sem potem se za kratek čas zaposlila v proizvodnji predilnice Litija, ker sem hotela sama izkusiti delo. In dejansko je impozantno, to je res mogočen prostor z velikanskimi stroji, ki bobnijo. To pač naredi en vtis na človeka. In če si predstavljamo, kaj je to pomenilo pred 50 leti za ljudi. In velikrat v tovarnah razmišljamo kot v tovarniškem delu nekaj monotonega, ljudje so utojeni, samo pritiskajo na gumbe, pa ni res. Dejansko se ta izkušnja, da ti upravljaš strojem, ta povezava med strojem in človekom je izrednega pomena in pač zelo močno zaznamuje izkušnjo delavk in delavcev. Konkretno o tem razmerju med podjetji oziroma tovarnami in kraji, sploh manjšimi kraji, bomo seveda še veliko govorili, se je to v resnici tudi eno od osrednjih tem, s katerimi bi se nocoj srečali. Ampak ja, če ostanemo še malo na tej ravni v bistvu pojmov, izraz tovarna nekako ima prizven nekega anahronizma starih časov, bog ne daj celo socializma. In druga stvar, ki si jo posredno že v bistvu omenila, vsi smo kar naenkrat podjetniki, nihče pa več ni delavec. Tudi na tem nivoju smo v bistvu spremenili nomenklaturo, se pravi samo terminologijo, s katero operiramo. Kako ti doživljaš ta razmerja že na tej pojmovni ravni? Ja, v bistvu je ta koncept tovarne danes že krepko zastarel. Kot pravi Nina, mi smo nekako vstopili v to postindustrijsko, postmoderno družbo, in tovarne so relikt pač industrijske družbe, fordističnega gospodarstva, pri čemer je Slovenija specifična, namreč kaj smo mi naredili za razliko od Zahoda. In jaz se spomnim, ker sem ta proces spremljal iz prve roke kot novinar,
Ko smo se mi osamosvojili, pravzaprav nismo imeli, ravno na to temo je danes debata na Forumu 21, ne, nismo imeli neke strategije, kaj mi sploh želimo in kakšno strukturo gospodarstva mi želeli imeti. Ne. Vedeli smo samo, da nekako čas 5 let, ki tovarn se izteka, nismo vedeli, zdaj, kaj prihaja za tem. In pri nas se je zgodilo, pač se nam nekako usiljuje ta prehod v postindustrijsko družbo, v družbo po tovarnah, ki pa ga mi ne znamo speljati. Ne. In zmeli smo že 2 vala očiščenja, poskusov očiščenja tega modela. Ne. Prvi bil po osamosvojitvi, so tovarne množično propadale in potem drugi po krizi letu 2008. Ne. Ampak kaj smo mi naredili namesto tega? Namesto, da bi mi pogruntali nek nov model gospodarstva, katerem bi imel glavno vlogo ta kognitivni kapital, ne več fizični, ne več samo to fizično delo, smo mi pravzaprav šli še bolj nazaj v nek predindustrijski model skoraj tlačanskega dela. Ne? In smo uvedli ta prekariat, kjer v bistvu posamezni prekarec po sistemu kot tlačan oddela svojo tlako v nekemu feudalcu. Ne? Se pravi, smo šli še bolj nazaj pred tovarne in v bistvu smo s tem naredili nepopravljivo škodo solidarnosti ljudi, ker točno to, kar ti praviš, ne, tovarne so bile absolutno mesto kolektivizacije in solidarnosti, to je bila ogromna pripadnost. Ne. In ko se enkrat to razbije, ta celica te solidarnosti, ima zdaj ta grozni individualizem. Ne. Tako da mi smo še zdaj v tem krču, ne, in ne samo, da so tovarne zastarele, tovarn, jaz mislim, da v 20-30 letih dejansko tovarn ne bo in jih ne sme biti, ne, ker pripadajo nekemu drugemu času, kakorkoli nam je to težko sprejeti, ne? Ampak mi moramo to sprejeti in moramo postopoma speljati ta prehod čim bolj socialno čuteče in pogrutati nek nov model in tega v tem trenutku slovenska politika ni sposobna. Ampak ni problem ravno v tem, da sej govorimo o tem, da ta, recimo, že v osamosvojitvi, da je šlo za postopen prehod, da je šlo za neko gradualnost in tako naprej, ampak resnica se pa zdi, da je ravno nasprotna, da je šlo v resnici za šok, če ne drugega zato, ker smo vstopili v nek nov model popolnoma nepripravljeni, ne samo na ravni politike, predvsem morda tudi na ravni slehernika, ki ga je to doletelo, ne da bi imel pri tem pa kakšnekoli možnost odločanja. Nekaj o tem vem, da si v enem intervjuju tudi govorila. Jaz mislim samo, da je treba se zavedati, velikrat se tranzicijo predstavlja kot prehod iz socializma v kapitalizem, kot da bi prevzeli in pač s tem, da naj bi prevzemali neke modele in pa vzorce iz Zahoda. Zavedati se moramo, da se je tudi na Zahodu pač močno spremenil kapitalizem. Ne. Za ljudi dejansko, jaz sem zelo kritizirala pač samo to idejo tranzicije, ker je bila pač ideja, da prehajaš od ene statične točke v drugo statično točko in ta prehod naj bi bil že jasen, je pa tako, kot si ti rekel, dejansko je bil popolnoma nejasen. Problematičen je bil za številne ljudi, zato ker se je prišlo do sprememb na tako številnih nivojih. Ne. To se niso spremenile samo politike, začeli so se spremenjati družbena pravila, norme, pričakovanja in potem v bistvu s vedno večjo individualizacijo in s to paradigmo samoodgovornosti je dejansko prišlo do večjega tega kognitivno-ideološkega preloma, ki se v enem točki oziroma v nekem času, predvsem po letu 2005, tudi z vedno večjo intenzifikacijo in fleksibilizacijo dela zahteval od ljudi. Potem pa tudi s tem, kako je država spodbujala pač samozaposlovanje, ne, se je še dejansko... Oba sta omenila pripadnost, ne? In gotovo te klasične pripadnosti naši fabriki ni več in logično je tudi, da je ni in seveda te stvari se tudi po nekam, bom rekel, na vinicah naravno toku spreminjajo, vendar smo v postindustrijski družbi in tako naprej. Ampak kakor po eni strani, to je zdaj čisto, bom rekel, neko laično opažanje, ki je morda popolnoma zgrešeno, ampak če gledam ljudi svoje generacije, še posebej pa mlajše, ne čutijo več te pripadnosti podjetju, v katerem so zaposleni in kjer nekako računajo, da bodo tudi ostali do penzije in po neki čisti inerciji napredovali do nekega statusa, ki jim pač pripada, glede njihovih sposobnosti in tako naprej. Ampak ne glede na to,
pa so tistemu svojemu trenutnemu zaposlovalcu, ki je lahko radikalno izkoriščevalski do njih, pripravljeni praktično plačevati z znojem in krvjo in delati pač nenormalne delovne ure, sploh ne razmišljati o družini, ker je to pač nekaj, kar avtomatično pomeni odpoved trhlega delovnega razmerja. Mogoče pretiravam, ampak hočem reči, da ne gre, moj občutek je, da pripadnost še vedno obstaja, ampak v neki sprevrženi, groteskni različici. Ja, le, v bistvu, to je vse logično, ne, ker pripadnost oziroma solidarnost se začne s polnim želodcem pa s plačanimi položnicami. Ne. In seveda si ti pripaden, mislim, pač sprejmeš to igro, ker kot pravi neoliberalci alternative ni, ne, se kam boš pa potem šel. Zdaj, moj ata je delal v tovarni Štore, v železarni Štore, ne, in to je res neverjetno, kak ponos so ti ljudje občutili. Ne. Mislim, stari se je vstajal ob 4:30 vsako jutro in je šel na šiht, in je šel in je delal v tisti hali in je potem prišel domov in se s temi sodelavci še zapil, ne, če je bila plača. Skratka, gre za to, da oni, kaj je njega gnalo, ko se je zjutraj vstal ob 4:30, ne? Njega je gnalo prvič, da bo delal v tej fabriki celo življenje, se pravi, ne, veste, ni bilo opcij, ne, tujina je bila zaprta, ni bilo tega vseživljenjskega učenja, ne, skratka, tu si in tu boš ostal. Ampak veš, da boš načel. Veš, da boš ostal. Imaš pa gotov. Tako, si gotov, ne. In potem ti hodiš, zakaj se ti vstajaš ob 4:30 in hodiš v službo. Veš, da boš ostal, veš, da moraš družino prehajati in nekaj ti verjameš, da gradiš novo družbo. To je bilo ključno, ne. Oni so dejansko imeli to iluzijo, v katero mož tudi niso verjeli, ampak v nekih hudih trenutkih si se lahko oklenil tega, da za vsakim šraufom, ki si ga ti zašraufal, gradiš nekaj, ne. Danes tega ni, danes ne padeš več na to foro, ne. Takrat so še ljudje padli. In jaz se spomnim potem, ko so Štore, mislim, da niso šli v stečaj, mislim, huda kriza je bila in imate ljudi 10 let brezposelni, ne. Njega to sesulo, ker on je imel ogromen del svoje identitete vezane na to, da je delavec in da je delavec železarne Štore. Ne? In ko on nima več na sebi te bandure s tem simbolom, je njega usulo. Ne? Tako da so bile tovarne na nek način prostori kolektivizacije in ta kolektivizacija se ni dogajala samo okrog dela, ampak se je dogajala okrog simbola. To je zelo močna simbolna okolja. Logotip te tovarne si imel ti vse povsod. Si ga imel na banduri, si ga imel na zastavi, si ga imel na značkah, ki smo izbirali otroci teh delavcev. Ne? So ga imeli ti delavci, ki so v prostem času imeli nogometno ekipo, ne? In je tovarna seveda sponzorirala vsa društva in vse ekipe. Ne? Tovarna je bila na nek način simbolno srce nekega kraja. Ne? Če v antiki so mesta nastala ob rekah, v srednjem veku ob gradovih, so v industrijski dobi nastajala ob tovarnah. Ne? In kaj se sedaj pri nas zgodi, po osamosvojitvi to srce je iztrgano. Ne? In če vidimo na primeru Maribora, to je taka kolektivna travma, da se ta mesta, da si ti ljudje še zdaj niso pomogli od tega. Ne? Jaz bi še to dodala, da je dejansko pripadnost, da kot sem jaz raziskovala, ko sem se jaz pogovarjala z nekdanjimi direktorji, so pripadnost tovarne načrtno vzpostavljale. V tovarnah so bile zaposlene v velikih primerih različne generacije istih družin, tako da so se družinski spomini prepletali s tovarniškimi spomini. Tovarne so s tem, ko sem že omenila, vzpostavljali neko lokalno infrastrukturo, poskrbele za življenje ljudi, organizirale počitnice, izlete, v bistvu strukturirale njihove prostočasne in pa delovne dejavnosti. Zanimivo je, da se v tovarnah pogovarjamo v gledališču. Tovarne so imele gledališke, dramske, pevske skupine, to, da so ljudje peli in pa lahko igrali, to je bil sestavni del njihove poklicne, sestavni del njihove identitete. Pripadnost se je vzpostavljala na medsebojnih odnosih, na vzpostavljanje neke skupnosti, ki pa je pomenila tako solidarnost, recipročnost, hkrati pa neke obligacije in pa pravice. Danes je pa stvar zelo drugačna. Danes se zahteva od posameznika lojalnost,
ampak je lojalnost del mehkih veščin, ki jih posameznik ponuje trgu dela. Zdaj, najbolj se seznanjeni, da je trg dela v zadnjem času so preplavili ti diskurzi o kompetencah in pa veščinah, ker se govori o mehkih in trdih veščinah. Trde veščine so strokovno znanje, mehke veščine so pa neke naše lastnosti, značajske lastnosti, ki ni nujno, da so prirojene, lahko jih pridobimo na številnih delavnicah in tečajih, ki jih organizira različna podjetja. In pač eno izmed njih je lojalnost, je tudi odzivnost, komunikativnost in pospešno upravljanje s stresom. Skratka, izrazito individualizirana posameznik samo do trga dela, do različnih podjetij pač naj bi kazal to svojo pripadnost in predanost. Če so včasih, recimo Human Resource Management se takrat še ni tako imenoval v socialističnem času, ampak tudi v fordističnih družbah so bili delavci zamišljeni kot družbena bitja, ki se v medsebojnih vezeh zadovoljujejo potrebe po varnosti in solidarnosti. Danes pač je v ospredju posameznik, ki naj bi skozi delo se samo uresničeval in pa samo izpopolnjeval, kar je povezan tudi z popolnoma drugačnim razumevanjem dela. S tem razmerjem, kaj pomeni potem ta sprememba paradigme za tiste, ki so, tako kot tvoj oče, zrasli in živeli tisto staro paradigmo in so potem prisiljeni, da se soočijo z novo, se pravi, o teh osebnih zgodbah bi še govoril malce kasneje. Zdaj me mogoče zanima, zdaj se zelo lepo sta že orisala, kaj je pač v našem primeru v času socializma to klasično razmerje med tovarno in krajem pomenilo v bistvu za skupnost na tej kolektivni ravni, kaj vse je tovarna od lokalne infrastrukture do pevskih zborov, nogometnih moštev, itd. In tako naprej, se organiziranje prostočasnih dejavnosti, ne vem, varstvo otrok in tako naprej. In tako kot si lepo rekel, v industrijski družbi imaš tovarno in okrog tovarne zraste mesto oziroma kraj, skupnost in potem to srce iztrgaš. Kaj ostane? Se pravi, kakšne so zdaj te skupnosti potem, ko se jim to zgodi, potem, ko jim je to srce iztrgane. Omenil si železarno Štore, veliko si se ukvarjal s Tamom. Tam je mogoče mičken drugačna zgodba, ker je pač Maribor vendarle toliko večje mesto, ampak po drugi strani, če ga gledamo v nekih globalnih okvirih, je to še vedno majhno mesto in vemo, da je tudi tam velika rana in velika travma. Se pravi, kaj se zgodi s skupnostjo, kaj se zgodi s krajem, takrat, ko je to srce? Ja, mislim, po mojih izkušnjah se dosti teh krajev spremeni v lupine, ne? Ker, če pogledamo Maribor te travme še zdaj ni prebolel, ne? Oni si v resnici, Maribor ima en slogan, mislim, včasih se to mesto res preveč resno je. Prosti, lahko sem trenutek čist statistično me zanima. Se pravi, recimo, da je imel leta 90 Maribor 150 000 prebivalcev, zdaj govorim po občutku, pa tam je imel pa zaposlenih 20 000 ljudi. Ja. Se pravi, da rečemo, vsak še 7. Mariborčan je tako, in seveda otroci. Ne? Ja, in seveda, kar je potem vezano. No in da so Maribor okrog 90 000 ljudi. Ne? Se pravi, to je tak izpad, zopet tudi na kolektivni ravni se zgodi ta izpad identitete. Ne? In Maribor v resnici še danes sanja o vrnitvi Tama. Mariborčani govorijo, ne, oni si želijo boljšo prihodnost, govorijo Maribor is the future, ne? Ampak v bistvu, ko oni reče Maribor is the future, upajo, da ta prihodnost pomeni nov Tam. Ne? To je bilo najlažje. Skratka, ti zgubiš, finta je v tem, da to je tako, zgodi se ne samo ekonomska vrzel, zgodi se ta ogromna simbolna vrzel. Ne? Ti nimaš več simbolov, na katerega bi vezal svojo identiteto. Tistega malega grba, ne, tiste 3 črke T-A-M, tisto deteljico tega ni več. Ne. In kaj zdaj? In zdaj v teh mestih, gledajte, kaj se dogaja, ne, v teh mestih zdaj ogromna ta simbolna praznina, ki ljudje v bistvu zapolnjujejo s tem, da nekako se priklanjajo najbolj radikalnim političnim opcijam, ki pa ponujajo te najbolj preproste simbole. Ne? In zato se zdaj v Sloveniji dogaja, da nekdanja proletarska mesta, proletarske sredine, volijo najbolj neoliberalne stranke, ne? Ker te stranke najbolj učinkovito vodijo najbolj primitivno simbolno politiko. Na tak način ti ljudje skušajo zapolnjevati ta vakuum in se na nek način kolektivizirati, kar je zelo nevarno. Ne?
Jaz sicer se nisem prav z Mariborom konkretno ukvarjala. Mislim, tukaj se mi zdi, kar si ti omenil, ne, več stvari. Eno je, da industrijske delavke in delavci, pač, če je socialistična modernizacija gradila na industriji in so bili postavljeni v sam center družbenega razvoja, so bili zamišljeni kot akterji, so zdaj dejansko družbi pogosto, pač, kot so portretirani, pa ne samo v medijih, v javnosti, v različnih politikah, pač predstavljeni kot družbeno breme. Postali so največkrat reprezentirani kot tisti, ki niso uspeli narediti tega kognitivnega ideološkega preklopa, ne, in ostajajo ujeti v socialističnih časih. Potem pa še največkrat se jih prikazuje kot tiste, ki so preveč nostalgični in se preveč nostalgično ozirajo v socializem, ne vpraša pa se v bistvu, zakaj dejansko ta nostalgija. Jaz sem se pogovarjala veliko z nekdanjimi Murinimi delavkami in sem ugotavljala, kakšen šok je bil za njih ta izguba tovarne, izguba dela. V velikih primerih so, ne glede na to, da so bile jezne na politike, na menedžerje in pa na državo, krivile same sebe za to. Spraševali so se, zakaj jaz, pa pridna sem bila, pa delovna sem bila, pa nisem šla na bolniško. Ko sem se pogovarjala z eno psihiatrinjo iz bolnišnice Ormož, mi je dala zamisliti, ko je govorila, kako so delavke prihajale k njej individualno, in niso prepoznale pač težav v tej družbeni pogojenosti, niti ne, da je to pač nekaj skupnega, ampak prišle so zato, ker niso mogle spati, zato, ker so bile neprestano utrujene. Šele čez čas, ko so se pogovarjali, so lahko artikulirale te občutja pač in jih dali v širši prostor. Zato je nujno potrebno, kakšen družbeni diskurzivni prostor oblikujemo zato, da lahko ljudje delijo z nami stiske, tegobe in pa potrebe. Ne? In največkrat se ljudje počutijo nekoristni in pač družbeno odvečni. In problem ni, kot si ti rekel, ne, zgolj finančni, ekonomski, ampak je, pač počutijo se human waste, no, kar se največkrat reče. Pač gre za izgubo njihovega dostojanstva. Ampak ni tih najbolj uspešnih in genialnih v navednicah trikov neoliberalizma tudi uspel individualizirati krivdo, da si ti sam kriv za svoj neuspeh. Je to en temelj od tega, da ta sistem tako dobro funkcionira? Ja, jaz mislim, da je ravno zaradi te paradigme samoodgovornosti, kjer ni mišljeno to, da ti ne prevzemaš odgovornosti za svoje dejanje. Dejansko mislim, da bi morali številni gospodarstveniki prevzemati več odgovornosti za svoje dejanje, ampak je mišljeno bolj v tem smislu pomagali si sami ideologiji, ne? Da se na nobenega več, ničesar več ne pričakuješ od nobenega več, se zaneseš si sam od sebe odvisen, kar pač je prineslo individualizacijo na različnih področjih, tako zaposlovanja kot socialne varnosti. Hkrati je spremenilo način, kako razumemo in tudi tretiramo družbene probleme, ker jih, kot na primer revščina in pa brezposelnost, ker ne razumemo več kot stvar strukturne družbene pogojenosti, ampak kot stvar napačne izbire posameznika oziroma slabe motivacije. Sociologinja Vesna Leskovšek zelo dobro opozarja na to, kako nevarno postane, ko se v bistvu administrativne kategorije prikradejo vsakdanje življenje in ljudi v bistvu obravnavamo kot aktivne in neaktivne po značaju, ne? Dejansko pa pač gre za neke administrativne kategorizacije. No, s tem prihaja pač do ponotranjene krivde za svoj položaj. Zdi se mi pa pomembno, ker to poskušam jaz tudi v svojih in članke, ki jih pišem in predavanjih poudariti, da ne smemo zreducirati ljudi zgolj na rezultat nekih ideoloških mehanizmov. In da ljudje so tudi akterji, ki delujejo med različnimi ideološkimi mehanizmi, poleg pa različne samoodgovornosti dejansko še deluje tudi različne oblike solidarnosti in pa avtonomije. Je pa problematično ravno v tej besedi avtonomija in pa svoboda, ne? Ker v bistvu, to je zelo povezan v bistvu tudi z delom, mogoče bi to potem v nadaljevanju, no? Da pač večina dela,
Sem rekla že prej, ne, da se je spremenilo tudi samo razumevanje dela, ki je pač zdaj dejansko še nekako bolj središčno vlogo pridobilo in je močno povezano s to idejo samouresničevanja in pa samoizpolnjevanja in pa pač, da delaš, da skozi delo v bistvu uveljavljaš svojo avtonomijo in pa svobodo. Sociolog Nikolas Rovs, ki se je ukvarjal s vzpostavljanjem te paradigme samoodgovornosti v liberalnih demokracijah, je pokazal ravno na to, kako skozi to iluzijo svobode poteka sodobno vladanje, ne? Ker red uresničujemo ne več pod pritiski in strahom, ampak kot samonadzorovani, ne? In samouresničitveni subjekti. Pač kako mislimo avtonomijo, kako mislimo svobodo, pač je tudi pomembno. Mislim, problem je v tem, da zaradi te individualizacije mi ne znamo več pripisati krivde in odgovornosti tam, kamor bi jo mogli. Ne? Jaz mislim, da ključna težava Slovenije, širše gledano je, ne samo naše gospodarstvo, ampak naše družbe, je, da mi imamo precej zastarele in nesposobne in daljnovidne elite, ne, ki pravzaprav niti niso sposobne misliti te postmoderne družbe. In zaradi tega v bistvu, zaradi odgovornost, zato pa prelagajo na nas. Ne. Pač oni nimajo nobene vizije, nobenega razvojnega modela in če pogledate, nihče na najvišjih vrhovih ne prevzema odgovornosti, ne politiki, ne predsedniki uprav. Ne. Predsedniki uprav so celo zavarovani, imajo celo kolektivna zavarovanja v upravi in nadzorni sveti zoper kazenske postopke, naprimer. To je en tak eklatanten primer. Ne. Skratka, in na koncu odgovornost pade na tistega ubogega prekarca, ki komaj plačuje položnice in se žre in točno to, kot ti praviš, ima občutek, da ni zadosti dober in kaj bi še lahko naredil. Ne? In mu vsi pravijo, fabrika podjetje mora ustvarjati dobiček, BDP mora rasti. Ne? In na koncu ni odgovornost teh, ki smo jih mi izvolili, ampak je odgovornost na nas, da rešujemo to državo. Ne? In mi pristajamo na to igro. Ne? In mi čutimo, da nismo dovolj dobri. In kaj se dogaja, ne? S tem, ko so se razsule tovarne kot prostori kolektivizacije v industrijski družbi, mi v postindustrijski družbi še nismo našli novih prostorov kolektivizacije in solidarnosti. Ne? Ampak prej smo se pogovarjali pred začetkom, še vedno imamo pa sindikate. No, vse to, ne? Ampak sindikati tudi niso izpeljali tega preboja, niso našli novega modela, kako nagovoriti prekarce, kako nagovoriti ljudi, ki ne delajo z rokami, ampak z glavo. Ne? Sindikati so tudi ujeti v miselnosti fabrike. Ne? In zaradi tega se mi zdaj nismo sposobni kolektivizirati, se upreti tem pritiskom, dati odgovornost, kamor jo je treba dati, zahtevati neko alternativo, neko spremembo, ampak se vsi za sebe nekaj žremo. Ne? In kaj delajo, to je najbolj perverzno. Ne? In potem nam pošljajo v podjetja nekega motivacijskega govorca, ne? Ki pravi, v bistvu, bodi srečen, v bistvu najdi nek zen v tem, v bistvu te posiljuje, ampak se lahko smejiš zraven, vse ti ni tak slabo, če gledaš, vse si živ, življenje je čudež. In mi se grizamo, gledamo, kupujemo to New Age miselnost, odgovorni pa delajo po svoje in delajo naprej in zavirajo ta preboj. In se mi zdi, da tu je ena taka res velika blokada. No? Ampak še rekel si, sindikati niso zmogli tega konceptualnega preskoka in imajo še vedno glavo v fabrikah in tako naprej. Ampak zakaj? Mislim, zakaj tukaj ni... Vendarle, organizacija še vedno obstaja. Ok, pustimo zdaj prekarjat ob strani in to, ali se sploh lahko na tak način organizira. Jaz kot prekarc mislim, da v resnici ne. Ker ne glede na to, da ves čas sodelujem in prijateljujem z drugimi prekarci, smo si nekje na neki ravni ves čas konkurenca in to je ta velik absurd vsakega našega sodelovanja, vsakega našega prijateljevanja. Ne? Se organizirali kot zadruga. Res je, ampak to se mi zdi v redu. Ok. Druga tema, oziroma tema, ki se lahko dotaknemo par minut kasneje, kaj najprej pa me zanima to, ko govorimo o redno zaposlenih, ko govorimo o podjetjih, infrastruktura obstaja, sindikati obstajajo, imajo dolgo tradicijo, s katero se dičijo, eni daljšo, drugi krajšo, pa vendarle z izjemo, Sviza, Štrukloga, ki je tisti, ki očitno ima dovolj moči, da se ga še kdo boji,
vse ostalo pa saj po mojem občutku te moči ne premore, ampak kako in zakaj? Ja, mislim, problem je, da, kot pravim, sindikati dejansko niso uspeli razviti novega modela, vse te težave imajo sindikati po vsem svetu. Ne? Oni ne vejo, kako nagovoriti nekega prekarca, ker je tudi sindikalni boj bil organiziran okrog koncepta pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas. Ne? To je bilo tisto, kar so oni branili. Zdaj tega ni, zdaj ne vejo, kaj bi branili, kaj bi nagovarjali, kaj bi ponujali človeku, ki tega nima, ne? Zakaj se boš boril. In je pa velika težava sindikatov, jaz sem to dosti časa pokrival na večeru, ko sem še delal tam. Tudi sindikati imajo, pa mi lahko kdo zamerja ali pa ne, nakupičenih ogromno nekih kadrov, starejših kadrov, ki tudi niso sposobni ali pa nočejo misliti nekega novega modela, ker je mogoče tudi sami izgubili svoje pozicije. Ne? In tudi tam vlada neka stihija, ne? Pač dajmo dočakati penzijo, ne? Potem pa naj se drugi s tem zafrkavajo. Tako da, mislim, vidim, da naprimer novo vodstvo sedaj na svojih sindikatih poskuša, ampak veste, manjka jim te širine. Ne? Tudi članstvo jim upada, grozno jim upada članstvo. In zdaj na neki točki tudi nimajo več denarja, da bi oni, naprimer, sponzorirali iskanje nekih novih razvojnih modelov. Tudi pa nimajo, in to se že boleče zavedajo, mobilizacijske moči. Ne? Sindikati dejansko... Body count čisto. Prosim? Body count čisto. Ja, ne upajo iti na ulico, ker se bojijo, ne? Kaj bi se pokazalo. Mogoče je bila ulica prazna, ne? Mogoče smo že tu. Tako da mi imamo res... To je velik problem, ker mi zdaj nijamo te protiuteži, te ključne civilno-družbene protiuteži neoliberalnim politikam. Ne? Zdaj, na kak način to organizirati, ne vem, ne? To pa se mora najti do pametnejši od mene. Jaz mislim samo, da dejansko so sindikati izgubili na tem političnem področju veliko pogajalsko moč. Kar se tiče industrijskega dela pa industrijskih svet, smo sami rekli, da se je večina teh velikih industrijskih gigantov zaprla. Ljudje so doma, ljudje so nekako porinjeni na obrobje. Tako, mislim, se strinjam s tabo in podpiram to, ampak se mi zdi, da je tudi treba pogledati, da če so prej sindikati bili v tem političnem boju nekako vključeni kot pomembni akteri med politiko, gospodarstvom, delodajalci in pa sindikati, so dejansko, predvsem po letu 2005, drastično zgubljali to pogajalsko moč. Če se spomnimo še teh protestov, takrat, ko so bili leta 2004 ali 2005, to je bilo neko množično dogajanje na ljubljanskih ulicah. Zdaj bi te pa izvavila, če si že, se pravi, ja, koncept zadružništva kot neka možna alternativa, ne? Zdaj pripričan sem, da nisem edini prekarc v tem prostoru, se pravi, kako naj se potem takom organiziral? Ja, sej nisem, jaz ne dajem tukaj teh navodil, ampak v 19. stoletju pač je zadružništvo imelo na Slovenskem, kot tudi drugod po Evropi, pač zelo velik pomen. Takrat je pač bila neka, ko se reče, ne zakupna moč, ampak ljudje, nekako pač ta začetki kapitalizma, ljudje so rabili neko povezanost, neko podporno okolje za to, da nekako so se začel pri nas na Slovenskem vzpostavljati kapitalistični sistem. Zadružništvo in pa socialna ekonomija se tudi danes, ne samo v Sloveniji, ampak tudi drugod po Evropi, ponuja kot en ta način, kako reševati tegobe sodobne prekarnosti. Na Gibanju za dostojno delo in socialno družbo smo ravno imeli novembra en posvet, kjer je bila predstavljen problem pač arhitektov, ker je ravno ta problem, kot si ti rekel, ker so pač drugimo neprestana konkurenča, zbijajo se cene, pač da je nezmožnost bi bilo organizirati nek sindikat in se je pojavila ta ideja, da bi se organizirali kot zadrugo. In pač na Gibanju za dostojno delo in socialno družbo se ukvarjajo prav konkretno s temi primeri. Da misliš, da je to način, na katerega preseči to v samo družbeno podskupino prekarjata ugrajeno konkurenčnost. Da lahko vendarle
Zdaj jaz se toliko s to problematiko ne ukvarjam, ampak zdi se mi pa, da je to ena možna rešitev v sodobnem načinu delovanja. Mi smo novinarji na Večeru smo pred leti skušali organizirati zadrugo, ko se je firma prodajala, ne, in se je obetal prevzem. In smo se takrat prešteli, mislim, da je bilo treba zbrati nekje 1 milijon evrov, kar ni bilo dosti denarja, ne, za takšno firmo. In smo se dobivali nekaj časa, smo razmišljali, kje najti ta denar in smo ga dejansko našli. Delavska hranilnica je bila pripravljena financirati ta odkup in so bili kolegi že celi ekstatični, zdaj nam bo to uspelo, super fajn, ne. In potem so imeli eno sejo in se prav spomnim, to je prva seja, na katero so mene spustili zraven, ker so vedeli, kaj bo. In so razlagali, ja, fajn, veš, nam je uspelo, bomo dobili denar, vse je izmenjeno. In sem jaz rekel, ja, okej, ampak kaj pa potem, ne? Kaj pa zdaj? Firma je vseeno v rdečih številkah, moramo najti nek nov poslovni model, ne? Moramo tudi začeti z drugačnim tipom novinarstva. V bistvu bomo zdaj tudi mi, zdaj pa bomo res mi odgovorni, bomo malo bolj odgovorno delati do sebe in do bralcev, ne, v končni fazi, ker zaradi tega so rdeče številke. In pa predvsem se bo mogel del zaposlenih odpovedati privilegijem, ne. Mi smo imeli takrat, to so bili še konec zlatih časov novinarstva in so imeli kar nekaj novinarjev, predvsem starejših, ki so imeli zelo lepe plače, ne. Imeli smo, veste, tudi znotraj firme je velika razslojenost, ne, smo imeli že te prekarce in honorarce. Obenem smo imeli pa novinarja, ki so imeli tudi po 3000 evrov neto plače, ne. In kaj boste pa vi za naredili, ne? Boste vi malo zategnali pas za te druge, ne? Zato, da bomo splavali. To pa ne. To je bilo pa konc, ne? In je na tej točki ideja zadruge propadla, ne? In če se solidarnost začne pri plačani položnici, se konča pri vikendu na morju, ne? In tudi solidarnost je na prodaj. Znotraj vseh poklicov, ne, obstaja tudi nek sloj aristokracije, ki brani svoje privilegije. Ne. V novinarstvu, pri zdravnikih vidimo, ne, in pač je zelo težko se iti solidarnost brez tega, da bi se tudi posamezni poklici očistili, ne, in malo prešteli in pač narediti čistega vina. Ne. Seveda smo malce o tem že govorili, ampak vsem prej sem rekel, ja, jaz kot vendarle del neke, mislim, kako pač doživljam, bom tako rekel, ne? Jaz sem se pač za svoj status, za svojo prekarnost odločil čist samo iniciativno, imel sem delno službo, pa sem se odločil, da jo pustim na neki točki in da se pač posvetim stvarim, ki sem jih predtem počel kot profesionalc, ampak tako polovično zaposlen umetnik, kako naj se že imenujem. Zakaj govorim zdaj to svojo posebno zgodbo? Zato, ker vem pa, da ogromno ljudi, sploh mlajših od mene, je pa v to odločitev pač prisiljak. In se mi zdi, da pač cela ta debata, ki jo imamo, se v končni fazi mora izteči do prihajajočih generacij, do pač generacij, ki še vstopajo na trg dela in ki, mislim, da že zelo dobro vedo, kaj jih čaka. Ne? Daleč od tega, da bi bili neinformirani, ravno nasprotno. In se mi zdi, da razvijajo že tudi neke druge mehanizme preživetja, da je njihov življenjski načrt preprosto drugačen, ker mora biti drugačen, da nihče od njih več ne razmišlja o tem, poisku bom službo, nedoločen čas in v njej, tako kot sem prej rekel, redno napredoval in pričakal penzijo. Se pravi, kakšen je zdaj ta po vajenih izkušnjah, znanju, vedenju, ta novi življenjski načrt, ki si ga mora mlad človek narediti takrat, ko je na tisti štartni črti in ko ve, da zdaj pa mora. Ja, v bistvu to dilemo, o tem sem se jaz pogovarjal z študenti novinarstva na fakulteti, ne, kjer sem bil asistent. In v bistvu so ti mladi ljudje, to je grozljivo, ne, kako močno se oni v resnici zavedajo te družbene realnosti. Ne. In zato se tudi študij podaljšuje, ne, ker si ljudje kupujejo čas, da pogruntajo, kaj pač potem narediti. Ne.
Zdaj, jaz njim svetoval, mogoče naj pač ne čakajo na to, da bodo dobili službo ali pač neko delo v nekem uveljavljenem mediju, ne? Ampak naj se že za časa fakultete začnejo povezovati, ne, pa sami nekaj delati, pa se bojo obenem učili iz prakse in obenem postavljajo neke svoje, ne vem, novinarske startupe, portale, kakorkoli, ne. Zdaj, po mojem je glede na to, kako hitro se družba spreminja, kako hitre so tehnološke spremembe, kako hitre so spremembe družbenih odnosov, je ključno to, da si prilagodljiv, ne. Zdaj, tu je zelo tanek let, jaz ne mislim te fleksibilnosti, o kateri govorijo delodajalci, ampak vendar ne možeš biti pripravljen na to, ne, da veš, da ne boš v eni službi dočakal penzija, več čas moraš delati na sebi, ne. Moraš se razvijati in po možnosti sam, če je mogoče, razviti neko svojo obliko dela, ne. Da nisi odvisen od nekoga in to mislim, da je Bogomir Kovač tudi pisal pri nas v Mladini, da si moraš ti sam ustvariti nek produkt in ustvariti neko vprašanje, ker samo potem boš ti diktiral pogoje svojega dela, ne. To je neka pot. No, ampak rekel si tanek let in spolzek teren. Tukaj se mi zdi, da je let res zelo tanek, ne. Ker tudi ta startup fenomen je postal ideologija per se. Ne, se mi zdi, da cela ta ideja, češ z dobro, cel ta koncept z dobro idejo, boš pa lahko iz neke garaže ustvaril pa ta genialen preboj, ne, tako kot je naredil Bill Gates, pa tako kot je naredil, ne, in potem vedno pozabljamo na to, da prvič je teh pač Bill Gatesov to, da jih preštejemo na prste ene roke, in drugič to pa je zadnjič tukaj za tem istim omizjem razlagal Lenart Kučič, da je celo že ta fantazma o garaži, iz katere zrase genialna stvar, postala tako močna, da si jo podjetja, ki se niso začela na tak način, že zmišljajo za nazaj, zaradi tega, ker je to bolj cool, če si ti, ker je to del te velike zgodbe, da si pa začel vse skupaj s tem nekim startup momentom iz neke garaže. Ja, mislim, to so te mitologije odrekanja, ne, ki jih zahtevajo potem od ljudi, ne, da moraš stajati ob 4 zjutraj, ne, in garati v garaži in ob kruhu in vodi, da boš potem milijonar. Ne. Sej, tu se ne gre za to, da bi ti ljudje, da bi mogli biti milijonari, gre se za to, da si pač postaviš neko platformo, ki ti omogoča človeku vredno življenje. To posebno mislim, da je možno z nekim povezovanjem, sodelovanjem. Ne. Mislim, da so že bile tudi ideje o prekarskih grozdih, ne, da se prekarci povezujejo in oblikujejo neke skupne ponudbe na trgu dela. Ne. Tako da mogoče v tej smeri nekaj. No. Jaz mislim, da poleg teh direktnih nasvetov in pač iskanja direktnih rešitev, kar se tiče v bistvu dela, da je treba dejansko problematizirati paradigmo samoodgovornosti, problematizirati je treba izgubljanje priborjenih kolektivnih pravic. Ta prostor, ki je potreben kot nek kolektivni skupni prostor, je potreben seveda ravno za borbo. Zdi se mi pomembno pač problematizirati te teme, ne, o katerih se danes tukaj pogovarjamo. Zdaj samo kratko enkrat sem na filozofskem fakulteti na kariernem klubu, kako se že imenujejo te dogodki, ne, kjer pač je bil predstavnik startupovskih idej, zelo znan tudi v medijskem prostoru. Po drugi strani je bil pa predstavnik gibanja za dostojno delo in socialno družbo, no pa še dva druga predstavnika sta bila, ampak predvsem te dva sta bila seveda v diametralnem razprotju. Ne. En je govoril o tem, pač, kako so potrebni odnosi, kako se je treba zavedati, da tudi o podjetništvu, ko govorimo, poteka preko nekih medsebojnih povezav, ne samo posameznik. Ne. In drug startupovski promotor, ki je govoril, pa vi ne boste mogli konkurirati kot delovna sila pač Pakistancem, ne. Seveda se morate zamišljati višjo dodano vrednost. In mi je bilo fino, da na koncu celotnega pogovora na filozofski fakulteti ena študentka rekla, dejansko ne bomo mogli vsi postati te podjetniki, ki bomo kar naprej inovirali pa kreativno ustvarjali kao više dodane vrednosti, ker je tudi vprašanje, koliko potrebujemo vseh teh produktov, partiklov, kaj je to pomeni za neko boljšo družbo. Ne. Dejansko bomo mi ta proizvodna sila. Ne. Pač, to, če včasih industrijsko delo imelo nek zelo velik pomen, ne, je treba se vprašati, niso vsa dela enako vrednotena, ne, pač, to je zelo pomembno, katero delo v enem določenem obdobju družba ceni. Se spomnim, ker sem pri Alpini brala neke spomine, ne,
podjetju oziroma tovarni Alpina. Kako so včasih govorili, kaj je zdaj, ali boš delal ali boš šel v tovarno, ker je delo pomenilo delo na kmečko upravilo, je veljalo kot pravo delo, delo v tovarni pa ne. Pol je eno obdobje bilo tisto pravo delo, ne to, da sediš pa bereš, ne, ampak pač, da fizično delaš. Potem je eno obdobje postalo, če se ne boš učil, boš šel pa delati. Ne. Zdaj pa seveda v tej družbi znanja je pač izobrazba, seveda gospodarstveniki in pa tako imenovani realni sektor, ki je že spet problematičen, ker ne vidi realni sektor tako imenovanega nerealnega sektora, ki je podlaga, da realni sektor lahko sploh funkcionira. Ne. Pač zdaj pa v spredju ta neprestana inovativnost in pa kreativnost. Vse to je mentaliteta, ki v bistvu obvladuje našo politiko. Ne? Če gledamo izjave naprej ministra Počivalška, ne? Kdo ne dela, naj ne je in ta vulgar. To je leteno kulturnike, jasno. No, sej, ne? Ampak se kaže neki širši način razmišljanja, ki se mi zdi izredno vulgaren. Ne? Namreč za te ljudi, domen teh ljudi je pač samo BDP. Ne? To je Bog, ne? To je dogma, v to se ne posega, v to se ne dvomi, ne? In potem se meri ves napredek skupnosti. Ne? Pričemer je BDP v resnici zelo pomanjkljiva statistika, tudi ideološka statistika. Ne? Mislim, da dobrobit skupnosti ni odvisna samo od tega, koliko skupnost produkta nekega ustvari, ampak kako ga porabi, kako ga razdeli, ne? Kakšni so družbeni in okoljski stroški tega produkta. In tega pa naše elite ne gledajo. Ne? In zdaj mi imamo cel kup nekih mladih ljudi, ki mogoče res skozi to prizmo neposredno nekih kadrov, družboslovcev, komunistov, kakorkoli, ne? Ki skozi to prizmo neposredno ne prispevajo k BDP-ju, ne? Ga pa usmišljajo. Ne? In v tem trenutku za te naše butlne na vrhu ni večjega sovražnika od te mlade pameti, propulzivne, ki že ve, da blefirajo, ne? In zdaj prihaja čas tega ključnega spopada. Ne? Jaz mislim, da v bistvu se mladi morajo radikalizirati, ne? Ker politika nad njimi, mislim, sistem nad njimi izvaja sistemsko nasilje, tišči v nek prekarjat, v neko grozno negotovost, v kateri ne moreš načrtovati ničesar, ne? Kjer si ujet v neke vice, nisi niti v peklu, niti v nebesih, ne? In to je grozno sistemsko nasilje. In mislim, da prihaja čas, ko se bodo mladi mogli mimo sindikatov, mogoče celo mimo političnih strank, ki so del problema, kolektivizirati in radikalizirati, ne? In zahtevati pač nek nov model in preskok v to novo realnost. Ne? Vsekrat, kar se tiče že obstoječih strank ali pa tistih, ki nastajajo, vse neka menjava generacij se dogaja, ne? Se pač prihajajo novi obrazi in tako naprej in prihajajo tudi ljudje, ki so mlajši od 40 let, ampak se ti ne zdi, da bi bili nosilci te nove? Vprašajo me čez en mesec, ko bomo videli, kjer vlada bo na oblasti, če so novi obrazi v njej, ne? Ne dogaja se ta obrat. Dogaja se, da pri nas od spodaj prihaja neko vrenje iz korenin, obene se pa dogaja sistemska blokada tega vrenja. Ne? Ti stari prci vedo, da njihov čas je končan. Ne? Oni so industrijska elita, ki brani svojo pozicijo, njihov čas je končan in oni morajo braniti svojo pozicijo. In to je velika sprega, ki zavira to, kar prihaja od spodaj. Problem Slovenije je, da mi raja v tem trenutku že živimo postindustrijsko družbo. Mi smo globalni, imamo kolege, ne vem, v Ameriki, v Peruju, s komu se razumemo, ne, komuniciramo po internetu, ne priznavamo nacionalnih mej, ne, delujemo v novih oblikah dela, spoštujemo kognitivne kapitale. Ti bedaki tega ne razumejo. Ne. In oni razumejo pa nekaj, ker imajo zelo močen samoohranitveni refleks. To v trenutku, ko bo to, kar vre zdaj spodaj, prišlo gor, je z njimi konc. Ne. In zato vsi skupaj, zato deluje politika v taki spregi z neoliberalnim gospodarstvom. Ne? Oni to dobro vedo. In naprej, kaj se dogaja z univerzo, ko vi poslušate navezavo univerze in gospodarstva, ma ni bolj nevarnega od tega. Naše gospodarstvo je krivično, je zastarelo, ustvarja negotove oblike dela, ne? In zdaj mora to gospodarstvo določati izobraževalni sistem in izobraževalni proces. Ne, nasprotno bi moglo biti. Mi bi mogli postaviti propulzivno, močno, avtonomno univerzo, ki bi spremenila to gospodarstvo, ne? Omogočiti zopet ta prehod, sesuti to sistemsko blokado in to bo treba tako ali drugače narediti. Cel kup stvari sem jaz, kar si govoril, v glavi podal.
Meni se zdi, da tudi o gospodarstvu v različnih obdobjih obstajajo različne teorije, kako razlagajo gospodarstvo in tudi v različnih obdobjih skozi zgodovino so gospodarstvo razumevali na različne načine. Tako, ko je danes reducirano na te kapitalske dobičke pa izgube, pa na te skozi to financializacijo, to je v bistvu res največja redukcija. Zato sem prej poudarila, da je industrijska modernizacija bila zamišljena kot pač tovarna ne zgolj kot prostor, ki ustvarja kapitalske dobičke, ampak v bistvu kot prostor, kjer se dogaja družbena reprodukcija, kjer je zamišljen kot zato, da bi vzpostavljala neko novo, moderno, drugačno družbo. Zato se mi zdi, da je treba, da to terminologijo, oziroma ne terminologijo, način, kako razumemo neke te kategorije, postavljamo pod vprašanje. Pomembno je, da iščemo tukaj tudi v gospodarstvu, pač je tudi gospodarska korupcija in koliko v bistvu menedžerskih izčrpavanj in prevzemov in ni dobilo nekega pravičnega epiloga, a hkrati s to paradigmo samoodgovornosti jaz poudarjam, da gre za nek sistem vladanja, ki ga ponotranjamo mi vsi. Mi vsi reproduciramo ta sistem, niso zgolj to bi bilo lažje, ne, če bi imeli sam pač posameznika, ki bi bilo treba pozapreti. To je pa tako razpršeno, da je toliko težje. Potem bi pa samo še, zdaj se pogovarjamo, pa zaključujemo verjetno za mlajšo generacijo in vidim, da vas je veliko mlajše generacije, kar je zelo hvalevredno, da vas zanimajo teme o tovarnah. Jaz sem se ukvarjala predvsem, ne vem, kaj bi rekla temu, tako imenovano srednjo in pa starejšo generacijo, ki so večkrat na trgu dela pač predstavljeni za odpis, večkrat so pač kot neka kolateralna škoda, ki odplačujejo napake socialističnega sistema. In se mi zdi pač, da je treba tudi njim dati en ta prostor, da je tudi treba njihove zgodbe dati bolj v spredje. In zdi se mi zelo pomembno in hvalevredno, da nastaja tukaj ta gledališka predstava o Palomi, da se dejansko govori o teh temah v akademskem svetu, sicer v zadnjih 20 letih vidim en blag napredek, ampak kot si ti rekel že na začetku, je bolj Bog pomagaj, da o teh temah ne bomo govorili, predvsem pa ne o socialističnih tovarnah, bolj bi govorili o uspešnih slovenskih brandih, ala Kokta, ne. Pač da tem temam dajemo en prostor. Ljudem, ki so še danes tukaj, ki so dejansko puščali svoje spretnosti, svoje znanje in gradili neko proizvodno. Kot so mi rekli Murine delavke, danes vso to znanje bo šlo v nič. Nekaj, kar so vzpostavljale številne generacije z napori. Zdaj si v bistvu namesto mene naredila, kar sem hotel storiti jaz sam, namreč odpreti nička naše omizje, predvsem pa apelirati, jaz zdaj nisem čist prepričan, kdo od ekipe, kje ste, ja, tako je razpršeni malo. Ja, skratka, definitivno eden izmed, da razložim še ostalim, v bistvu ključni razlog za to, da smo sploh pogovor zastavili, kot smo ga zastavili, ravno dejstvo, da trenutno nastaja mladincu predstava posvečena tovarni Paloma. In bi, če ste če kdo od vas za, mogoče malo slišal tudi z vaše strani, kako proces poteka, predvsem pa kaj porečete na to, kar se je tukaj govorilo zadnjo uro. Koga bi potunkali? Dramaturgi so zato, da se jih potunkali. Izvoli. Ja, sej v bistvu med režiserko, ki je žal danes ni tukaj, ki se je malo slabo počutila, pa je ostala doma. Smo v bistvu tudi, Brina je tudi avtorica besedila, katerega sem vas tudi pomagal pisati in pač v bistvu Brina Kramfer prihaja iz tega kraja in je pač v bistvu tudi na nek način ne homaž ali kakorkoli, ampak je to neko soočenje z neko to specifiko kraja, ki ga je pač ustvarila tovarna in tako, ko se že na začetku rekli, ja, to je bilo pač srce kraja, to bilo sploh ob koncem 60-ih, začetku 70-ih let. In pravzaprav obstaja neki literature, na katero smo se naslonili, seveda pa tudi ta ustno izročilo iz kraja, ki prihaja in
Se mi zdi, da nekako ta uvod je zajel to bistvo, v katerega smo se spustili, pač ta kolektivizacija tega, vzpostavljanje vseh nijans družbe in odnosov in pač s kmetij dol bloke, ne, kot smo rekli, pač njih to, ne, pač to ni bilo delo, pač kot tako per se, ampak je bilo pač v bistvu nekaj boljšega, obljuba nekega boljšega časa, boljših možnosti, pač konec koncev tudi neke enakosti med drugim, ne. Kar se mi pa zdi, pač recimo pri tem kraju Sladki vrh še nekako tudi dosti specifično, mogoče bih to, da spet ta pripadnost, ne, ki je mogoče tukaj, ker gre za obmejni kraj, še toliko bolj močna, ne. Sladki vrh meji direkt z Avstrijo, Mura in pa že Avstrija, če se. In se mi zdi, da pri teh ljudeh tam iz nekega čistega, tudi mogoče antropološkega smisla je tudi to, kam smo mi pripadali skozi celo zgodovino. Ne? Pa pač v bistvu tovarna, ko je se ustvarila takrat še v 19. stoletju ni bila slovenska, ne? In je šele po drugi svetovni postala. In se mi zdi, da poleg te neke, jim je dal tudi neko to narodno zavest, narodno pripadnost, ne, mi zdaj nekam dejansko pripadamo, mi vemo zdaj, mislim, mogoče to malo patetično se sliši, mi smo zdaj tudi Slovenci ali kakorkoli, se mi zdi, da tukaj je še ta ena dosti močna ta specifika, no, kar se tiče tega kraja, tako da, ampak, ja, se nekako. Če lahko sem nekaj, ne? Prej si omenila, naprimer, da dosti ljudi, ki so izčrpali te tovarne, nikoli ni odgovarjalo, ne? Zdaj pa jaz na to temo nekaj povedal za Palomo, za Sladki vrh. Mislim, ravno 1 uro pred to okroglo mizo sem se spomnil na eno anonimko, ki sem je dobil po elektronski pošti, glede Palome, pa bom zdaj prebral samo en stavek, no. Samo najdem. Gre pa takole, ne. Iz Palome je bilo na podlagi napišenih investicij nezakonito izplačeno cirka 2,2 milijona evrov, del od tega tudi omenjenemu poslancu, ki je iz mojih rok prejel 140 000 evrov. Ne? Tako da, dosti smo... Prosim? Kdaj je bilo to poslano? To sem dobil leta 2019, jeseni. Ne? In skratka, zopet toliko razmisliti, ne? Ljudem, ki se sprašujejo, kaj se je zgodilo, ne? Kdo jim je ukradel identiteto. Gotovo so bili to neki globalni trendi, ne? Bili so tudi neki lokalni kuri tatovi, ne? Ki so še danes verjetno na pozicijah. Ja, jaz sem začel govoriti. Jaz sem rekel, glih to, ko smo šli na ogled tovarne in smo pač šli okrog s tem vodičem in pač sem malo sprašval, in glih to se dogaja, se mi zdi, da je v bistvu ta tovarna in kraj, da v bistvu se nek res naredil, v bistvu zdaj, ko je pač prišla 2015 v slovaški holding toaletnega papirja in tako naprej, da v bistvu, ne vem, tovarna več ne daje za društva, v bistvu se nekako izolira in v bistvu tudi sem videl, tako smo hodili okoli in sem jaz videl, aha, pozdravljamo našega novega sodelavca in je bil en Čeh na enih ne vodstveni direktor, ampak manjših, v bistvu, tako da v bistvu širijo to mrežo vodstvenih pozicij, jemljajo iz rok Slovencem in samo še ohranijo to neko delovsko jedro. Ne. Se mi zdi, da je tudi to neka, to je tudi znak kako izčrpavajo tovarno, ne, v bistvu, in kak ta kader, v bistvu, da se odseljuje stran in da v bistvu kraj siromašijo. Ne. Ampak ne samo to, tudi se mi zdi, da v bistvu, ko sem ga vprašal, zakaj ste pa, ne, in on je bil, ne, mi ne vemo, zakaj se je to prodalo, ker mi imamo vero v to in smo imeli, in ne vem, čisto normalno je to delalo, sem pač, prodali so pa, ne vem, za 20 milijonov, ker so pač oni obljubili, da bojo še par strojev kupila, ne, in to je pač čisto podcenjeno in še to, da v bistvu se mi zdi, da ta slovenski management tako podcenjuje neko delovsko jedro v smislu razmisleka in v bistvu v smislu neke vizije, se mi zdi, da veliko delavci bolj vejo, kaj je za tovarno in kako bi z njo ravnali in kako bi, ne vem, jo prepeljala neko zeleno vejo ali pa karkoli. No? In v smislu tega se mi zdi, da tudi je bilo grozota, kar se je dogajalo s slovenskimi tovarnami in podjetjami, kako so v bistvu
naplahtali delavce in v bistvu izčrpavali vse ta denar in pač tako pol pustili pa neko osiromašenje in pač, kada bi pač vrgel neko jedrsko bombo tam in pol zdaj se pa znajti, ne. In to se mi zdi grozno, da v bistvu namesto, da bi mi, ker smo imeli nekak mehki prehod iz socializmu, v smislu, da nismo imeli take vojne in to, namesto, da bi gradili iz tega in iz tega nekega delovskih pravic in tako in delali na nekem to prehodu v neko drugo fazo, smo obstali tam in v bistvu uničili vse, kar smo imeli, ne, vrednega in. Ustrini, kaj se bo zdaj z Gorenjem zgodilo, ne? Paloma je bila podana, ker na seznamu tehničnih podjetja, ki jih je Bratuška zastavila že Merklovi, da so se finančni trgi pomirili. Ja, jaz tudi delam pri Palomi in je bil ta naš obisk res zelo fascinanten, pravzaprav, ker te tovarna res, tako kot ste rekli, te popolnoma prevzame, ne, in ta odnos človek, stroj in tako naprej. Ampak to, kar se mi zdi pravzaprav zanimivo, je, ko pogledaš 30 let je stara naša država, to stanje gospodarstva, ne, da je pravzaprav nekako stabilno, ne glede na vse to, meni je to pravzaprav nekaj, kar mi je nedoumljivo. Namreč leta 90-91, ko se je Slovenija osamosvojila, smo pričakovali pravzaprav totalno sesutje, ne? Pa se to ni zgodilo, ne? Se je gospodarstvo dejansko zelo hitro opomoglo, čeprav smo zgubili jugoslovanske pa neke druge vzhodne trge in tako naprej. Potem to, kar se je dogajalo, potem se te korupcije, kraje, pravzaprav zaradi trgovine z orožjem, ki ni bila sankcionirana, se je potem začel ta divji zahod korupcije in se pravi, če tam oni niso bili kaznovani, se pravi tudi mi ne bomo in se je potem začela vse splošna kraja. In je pravzaprav neverjetno, pa potem leta 2004-2008 vse poznamo, ampak če tako pogledamo, zdaj ne, vsa ta leta pravzaprav je to gospodarstvo vendarle nekako deluje. Meni sploh, moram reči, ni jasno, kako je to sploh možno, glede na to, ker bi morala biti res ta država neka totalna lupina, pa mi dosegamo nek napredek. Torej, kje so ti resursi? Se pravi, da smo mi pravzaprav ne glede na vse to, kar se nam je dogajalo, da neki ljudje delajo na mesto drugih, nekaj kradejo in uničujejo in tako dalje. Na drugi strani je pa toliko nekih, ne samo dejansko toliko ljudi, ki imajo ideje, ki postavljajo nove stvari in delajo in tako dalje. Tako da kljub vsemu to nekje, čeprav so socialne razlike vedno večje in tako dalje, se pravi, da se krepi kapital, ampak kljub vsemu, če tako pogledaš država, na nek način je gospodarstvo močno, ne? Čeprav, ne, zdaj to, ko ste Počivalško omenili, pa je res zelo nevarna, ne, da je dobil ta holding turistični. Jaz upam, da mu bojo zdajle naprtili kakšne krivde, ker če ne, bo to res dokončna razprodaja še tega segmenta, ne, ker Počivalšek ima zelo umazane prste, ne, tako da. Ampak, kot rečeno, meni je to fascinantno, da kljub vsemu ta država še tako funkcionira, oziroma gospodarstvo, da tako funkcionira. Zapravičujem. Ja, hvala za tudi vaš prispevek in premislek, absolutno, ne smo reči, da me zelo zanima, kaj bo nastalo. Imaš pa, ok, dobro. No, pa še eno, potem pa počas zaključko, no? Ne bomo predolgo. Ko ste govorili o Mariboru, jaz sem Mariborčan, stari, tam je bila velika tovarna, druga je bila metalna velika in ena je bila Mariborska livarna, kjer je moja oče delal.
ko ste prej govorili o kolektivizaciji, eno stvar ste pozabili, počitniške domove, tovarniške počitniške domove. Mariborska livarna je imela nekaj na morju, Novi Vinodolski, prekrasno vilo staro, kjer smo hodili na morje, vsi od direktorjev do delavca, do zadnjega delavca, in se je spostavljala ta kolektivizacija. Moj oče je, prišli smo iz Srbije leta 60 v Maribor. Moj oče je šel malo na sprehod po mestu in je prvi dan dobil službo v Mariborski livarni. In je tam ostal naslednjih 32-33 let. Ne. In je potem v pokoju žalostno pozval, kako so tovarno, ki se on in njegovi pač sodelavci ustvarjali, kako se potem razprodalo oziroma uničil seveda danes dejansko neki menedžerji, razni, tako potem neslavno končana. Kot ilustracija. Nekaj k temu nostalgičnemu diskursu, v govoru o postindustrijski družbi je v bistvu tudi eden izmed ideoloških mehanizmov za to, da se industrijske delavce naredi vidne, tako na svetovnem jugu kot tukaj doma. Ker če že ni treba, da samo gledamo okrog sebe, na vsakem vogalu imate moderne zdaj hiše, ki so v bistvu industrijske hale, nastajajo nove. Ampak če pogledate že samo statistiko, 1/3 vseh delovnih ljudi so predelovalna industrija. In tudi gonilo slovenskega gospodarstva je predelovalna izvozna industrija. Če se spomnite krize po 2008-2009, je bila predelovalna industrija prva, ki je obrnila ekonomski ciklus. Tako da tem govorenje je zelo problematično. Jaz lahko tudi brez mikrofona. Dobro večer. Jaz sem prišla danes sem zato, ker prihajam iz okoliškega kraja Sladkega Vrha in me prav zanimalo, kaj imajo pa Ljubljančani zapovedati o Palomi. Zakaj se o tem pogovarjamo sredi Ljubljane? Sem zelo direktno povezana z zgodbo, moja mama je zaposlena tam že 36 let. Pa prvič slišim, da se sredi Ljubljane pogovarjajo o Palomi, nikjer drugje se o tem ne pogovarjajo. Slovaško podjetje je Palomo kupilo, vmes leto zaprlo en del v Ceršaku, o tem se ne govori, o tem se ne piše, ogromno ljudi, ki je bilo tam zaposlenih, je prepuščenih sami sebi, pa to ne govorimo o enem v družini, to so cele družine, cele generacije, ki živijo tam. Hkrati je pa tudi ne samo kraj, torej ne samo Sladki Vrh povezan s to tovarno, ampak pač vsi okoliški kraji živijo, so živeli s tem, se preživljajo in ti ljudje so zdaj ostali brez vsega. In najbolj stvar, ki me fascinira je, da o tem v medijih ne govorimo, od tega se distanciramo, nihče o tem nič ne ve. Hkrati pa gre za veliko število ljudi, ki bo ostalo brez službe, ki bodo socialni problem. In mi je zanimivo, mislim, sem vesela, da se tu vsaj odvija nekaj na to temo, ampak hkrati pa pač ne vem, kaj lahko mi ali pa družba naredimo. Kot je bilo na začetku rečeno, odmikamo se tega, kar je bilo v socializmu. Temu se izogibamo, skrivamo se. Hkrati pa ta tovarna še vedno obstaja, ljudje še vedno delajo, ljudje še vedno čutijo. Moja mama se vedno sprašuje, pa kaj še naj naredim, da je ne bojo res zaprli. Oni so vsak dan v strahu, koga bojo odpustili, ker ljudi dejansko odpuščajo po zelo mehkih metodah. In to se dogaja, ampak javnost tega ne ve, to vemo zdaj mi tukaj, pa mogoče še kdo. In to je fascinantno v celi zgodbi. Mislim, mogoče bi ravno to vprašanje, kaj lahko naredimo, zdaj pa bi mogoče s tem zaključil, saj ta uradni del, sej vendarle smo še tukaj in se lahko še družimo tudi na manj formalen način. Spravi, ti si znanstvenica, da tako rečemo, se pravi, s temi stvarmi ukvarjaš v kontekstu znanosti, ti kot novinar. Si pa vsaj ti konkretno sodeloval pri enem podobnem projektu, kot je ta, ki se zdaj dogaja tukaj v Slovenskem mladinskem gledališču. Se pravi,
Tam je šlo za zgodbo tovarne Tam in Sebastian Horvat je, mislim, da 2012 delal predstavo na to temo. In to je v bistvu vprašanje, s katerim bi mogoče zaključil. Ali ima tudi gledališče oziroma ta, če rečem širše, umetniški način uprizarjanja, upodabljanja, razpravljanja, razmišljanja o teh zgodbah. Kakšen je njegov dejanski domet? Pa ne mislim samo v tem smislu, koliko ljudi količinsko lahko govori. Kaj lahko stori umetnost, če se recimo niti znanost, niti novinarstvo ne more? Mislim, izjemno pomembno je z tega vidika, da spet obuja ta simbolni vidik, ki je bil pokopan, ki je bil mogoče celo brutalno pokopan v primeru Tama. Jaz se spomnim, ko so takrat mnogi Tamovi delavci prišli na to predstavo in so se jokali, ker so spet se spomnili svoje tovarne, ker so videli, ker zopet se zgodila ta kolektivizacija, zopet so zagledali ta svoj simbol. In umetnost je kot polje, kjer se uporablja jezik simbolov, na neki točki, mislim, do neke mere lahko delavcem ponudi neko katarzo, ker spet zaživijo te simbole in jih spet čutijo in se spet poistovetijo z njimi. Tako da mislim, da ta predstava dejansko res prihaja v pravem trenutku, da mogoče ljudem je spet malo nekdanjega ponosa. Zdaj, ko ste pa vprašali, kaj se da narediti, gledajte, se zdaj s tovarnami še ni konec v tem trenutku. Tovarne bojo še, se pravi, ne vem, 30 let, 40, 50, kakorkoli. Ta prehod se ne bo zgodil čez noč. In v Sloveniji absolutno lahko preživi neka Paloma, lahko preživi Magna, lahko preživi Askava. Potrebujemo neke industrijske obrate, potrebujemo produkte, ki jih Paloma izdeluje, ampak zaradi tega tu smo zelo pri odgovornosti, pač treba je preprečiti, zdaj, če že moramo nekih globalnih trendov in globalnih težav, ki jih povzroča globalna konkurenca, pač to, da se podjetja ne izčrpavajo, da odgovornost deluje, da ni zdaj delavec kriv, če podjetje ne deluje, ampak je kriv lastnik, da se davki ne utajujejo, ker je bilo na primer zanimivo pogledati v primeru Palome, koliko dobička podjetje prijavi, koliko davka plačajo ti tuji lastniki v Sloveniji. In tu je pa ta odgovornost naših oblasti, za katero pravim, da jo moramo terjati. Jaz bi se še nekaj rekla, da ste zdaj govorili. Mi smo glavni vtis, ki se ga snesla iz tovarne, je ta je strah. Je strah delavcev, ki je vse prisoten, se mi zdi, da se ga čuti. Ker gre za neko socialno ogroženost. Ja, ampak je prav strah, se pravi, ampak zdaj, če to prevedeš na nek širši kontekst, je danes delavc prestrašen. Delavc je zelo negotov in prestrašen in nima te zavesti o tem, da pravzaprav ima moč, ker se ga kapitalisti bojijo, seveda. In zdaj sindikati, kot ste rekli, pač ne znajo, da najdejo tega mostu. Ampak delavci dejansko imajo moč, sem se, vsak posameznik se je ne zaveda, se pravi, na kakšen način se bojo pa, upam, ampak na nek način se to mora zgoditi od zunaj, se pravi, sam je pa ta strah je grozljiv. Ta pot čez tovarno skozi strah je bila kar huda. Vodstvo je pa, veš kaj je pa vodstvo strah? To, kjer je slike bomo mi objavili, ker se podoba njihove tovarne ne bo skrunila in ne vem kaj. In smo dali neko sliko za ta dogodek, ker so bili, je bilo že hajka, da niso odobrili ne vem kaj in kako za svojo PR podobo skrbijo. V smislu, delavci pa pač živijo čisto neko drugo življenje. In to je pač meni ta prepad v miselnosti, ker pač ne moram razumeti. Lahko sem nakratko, jaz sem tudi iz istega kraja, ko sem prišla s podobnim motivom. Bi se navezala na vas, ta strah ni od danes. Jaz sem tudi hčerka delavke, ki je pač svojo kariero začela in končala v Palomi 2006. In bom rekla, da je ta strah, ne vem, že 20 let prisoten, in da mi s tem strahom stalno pravzaprav že živimo. A bomo še zdržali še 2-3 leta, še do penzije, vsak tisto čaka še do penzije, pol pa čaka, da bo še njegov otrok do penzije. Torej, mi živimo v eni taki že znervirani družbi, bom rekla, smo se že navadili na ta strah. Jaz drugače gledam, kot ste vi rekli. Jaz mislim, da
tam ne bo tako velikih socialnih problemov, ker potem bi že bili, zakaj jih pa ni, pa je druga skrb, ne? Namreč, ker ljudje odhajajo v Avstrijo, ne? Avstrija nas rešuje, ampak to prinaša druge probleme, ne? In to, da smo ob meji, jaz imam vtis, da smo 100 let nazaj spet, ne? Da se vzpostavljajo neki predsodki, ki jih tukaj v Ljubljani ne vzpostavljajo, so se obudili, tukaj v Ljubljani jih ni, ne? Tukaj živimo v eni taki varni coni, ne? Tam pa je, tam smo mi spet tisti gastarbajteri, ne, ki pridemo za manjši denar delati tja, ne. Smo manj vredni nekako, vedno govorimo pa nek drug jezik, ne. Drugi na oni strani zelo redko govorijo naš jezik, ne. Ne vem, jaz se sprašujem, kam mi gremo, ne. Ne vem, vi ste rekli, jaz se bomo še, Paloma bo vzdržala, a bo res, ne? A bo res, odkot imamo zagotovilo, jaz nisem poznavalka ekonomskih trgov, ne? Ampak odkje imamo mi te družine, ki smo recimo odkje imamo mi zagotovilo, da bo tisti nek Slovak, ne? To Palomo, zakaj ne bi on zaprl po jutrišnjem, pa odprl v Bosni za cenejšo delovno silo, ne? Odkje imamo mi to garancijo? Nimamo je, ne? Ampak zdi se mi tudi zelo problematičen ravno to življenje v tem strahu. Se z Murinimi delavkami pogovarja, kako to izčrpavanje, kot ste vi rekli, ni od danes. Tudi v Muri je bilo v bistvu to človeško, psihično in pa fizično izčrpavanje, ki je potekalo dolgo časa, neprestana negotovost, različne govorice, zaostrovanje odnosov med managementom, delavci, med delavcimi sami. To jih je popolnoma izčrpalo, ko je v bistvu prišel v stečaj leta 2009. In Klinika za medicino dela je naredila eno študijo na podlagi anket z več kot 1800 ljudmi, ki so takrat izgubili službo in so alarmantne njihove ugotovitve o psihofizičnih posledicah takšnega prestrukturiranja. In je alarmantno tudi to, da tudi recimo ta raziskava ni dobila v javnem prostoru več besede prostora, pa da bi se o tem razpravljali. Tudi na kakšen način voditi prestrukturiranje, kakšne odnose med ljudmi. Tako da meni se zdi, da to je problematičen, ta strah, ko vse cele družine živijo in ponotranjijo strah. Jaz ne pravim, da Paloma bo preživela, ne? Pravim samo, da globalni trendi niso zdaj tako radikalni, da bi vse slovenske tovarne v tem trenutku zbrisal, ne? Neka leta prehoda so, ne? Sploh glede na to, da je Paloma ena redkih slovenskih tovarn, ki izdeluje končne proizvode, ne? Ker slovensko gospodarstvo je glavno gospodarstvo podizvajalcev, ne? Delujemo neke komponente, ki se potem vgrajuje in uporabljajo nekje druge, ne delamo končnih proizvodov, ne? Paloma pa to dela, ne? Tako da v bistvu, če bi se pravim, včisli ti notranji odnosi, prekilo neko izčrpavanje, vzpostavlja prakse dobrega upravljanja, ne? Da potem bi verjetno podjetje imelo neko prihodnost. Ne? Ja, jaz mislim, da to sploh ni vprašanje. Ne? Problem je, da so interesi nekje druge, ne? Da je pač nekomu gre za profit, ne? In pa tudi to, včasih bom zelo kratka, no, to se mi zdi pomembno, včasih smo bili otroci delavcev in direktorjev vsi v isti šoli, ne? Vsi smo iste klopi žulili, šli skupaj na počitnice in tako naprej, ne? Zdaj zadnjih, ne vem, mogoče 15-20 let, ne vemo, kdo so ti direktori, ne vemo, kdo je ta management, ne? Ta razkorak se je naredil, mi nimamo več vodstvenega kadra v kraju, ne? Včasih je to vsi smo vedeli, ta fabrika je seveda bila naša, ne? In vse je bilo enako strah, da bo ta fabrika preživela, tudi direktorja, tudi delavca, ne? Tega direktorja zadnjih 20 let so se menjali, neko, ki je bilo briga, jih se oni grejo druge direktorske stolčke žulet, ne? Tako da ne vem. Še dve bi dovolj vprašanji, oziroma pripombi, potem pa tako ne bi tukaj. Pa res počas Hvala. Jaz sem se pa čutil malo izvanga mladi naj se organizirajo, kolektivizirajo. A ste vi kdaj probali mlade organizirati? Tukaj to generacijo, to je izraz herding cats. To je nemogoče to generacijo, mojo generacijo organizirati družbeno-politično, civilno družbo niti na noben drug možen način. Za zastojn hrano jih ne boste organizirati. Kako jih boste organizirali, da bojo naredili kaj? Zdaj bom vrnil izziv, kako mladino organizirati v kaj koristnega, razen da bo pač s svojimi dejanji sebe spet pelala v ta prekarna dela. Hvala. Mladina se bo radikalizirala, ko se bo čas radikalizirala, kar se že dogaja. Ne? Bili smo pri podnebnih spremembah, na primer. Zdaj počasi se bo pač zgodilo to, da enostavno ne bo prostora
za neko udobno življenje. Ne? In mislim, da vaša generacija bo slej ko prej potisnjena s hrbtom proti zid, ne? In bo mogla nekaj narediti. Ker enostavno ne bo šlo tako naprej. Ne? Enostavno, mislim, ne bo služb, ne bo denarja za položnice, ne? Mislim, tudi okolje, vidimo, kaj se dogaja. Ne? Tako da v bistvu tudi se bo zgodilo zelo hitro, da bodo mladi hočeš, nočeš, vrženi iz te cone obdobja. Tudi če sedaj nočejo iz nje, ne? Kakršnakoli ta cona obdobja je, lahko je tudi cona neobdobja, ne? Ampak karkoli se bo zgodilo, družbene in okoljske okoliščine se radikalno spreminjajo, ne? In kmalu bo upor pač edino, kar bo še preostalo. Ne? In se bojim, da bo vaša generacija zelo v kratkem dobila kolektivno travmo, zaradi katere bo šla v akcijo, ne? Kar bo dobro, ker se potem neke stvari vsaj 50 let ne bodo več mogli dogajati. Ne? Jaz mislim, da se bo to zgodilo, no? Da mogoče pač okoliščine še niso tako hude, ne? Da bi nekdo čutil. Veste, ker vedno imamo ta preživetveni refleks, ne? Pač, ok, imam streho nad glavo, ne? Imam nekaj v hladilniku, imam nekaj za obleč, ampak lahko se zgodi zelo hitro, da tudi tega ne bo več. Ne? Dejansko se lahko to zgodi in potem bo upor edina možnost. Ne? Strehe nad glavo. No, vse tega že itak ni, ne? Tako, ne? Jaz mislim, da je treba začeti govoriti, iskati somišljenike, pač vedno več kot grozdi, se grozdati, vedno več vas bo, večja kritična masa bo. Drugače se je meni tudi to zdelo. Meni se je zdelo, da je bila moja generacija staršev, da je v naši generaciji pač je bilo tega potencijala zelo malo. In da je bila moja generacija staršev veliko bolj angažirana, kot smo mi. Ampak meni se zdi, da tako, že tudi s to igro mlajše generacije, pač se mi zdi, da se kažejo, pač nekaj se odpira prostor, da se začne artikulirati ene ideje in se začne o stvarih govoriti. Zelo na kratko, ne. Vsa ta vprašanja, ki ste odprli, so zanimiva, ne. Mislim pa, da je treba zadevo absolutno bolj radikalno postaviti, ne. Nostalgija je lepa. V socializmu so bile tovarne, ampak te tovarne so uničevale okolje. Ne? V socializmu so bile tovarne, ampak te tovarne niso imeli varnostnih pogojev in tako dalje. Ljudje so delali in tudi hitro umirali. Ne? Zato zdaj ne smemo več iskati te tovarne. Ne? Moramo iti izven teh tovarn. Moramo se pogovarjati o tem, da se recimo zniža delovnik. Ne? In to bo zdaj bolj odveč. Da smo kolega od vas je, ne? To sta kolega Jure Placoš in Borut Mekina iz Mladina. In smo zelo ponosna in je ful dobro par stvari povedal, ampak moramo, kot sodelavca, vedno se moramo malo oglasiti. Moj oče je bil v livarni, jaz sem z Maribora 40 let, ne? Tudi poznam vse te zadeve. Samo ena stvar tukaj pri tej debati bi jaz samo omenil, ne? Pa potem je lahko to za nadaljevanje o pivu. In sicer, če je kdo bral Marksa ali pa Engelsa, ne, je dobro ugotovil, ne, da te tovarne so jeba. Ne. To ni ideal. Ne moreš ti idealizirati tovarne. Njihov namen, vse te teorije, vse te, kaj se razmišlja, je bilo, kako te proklete tovarne ukiniti. Delavci, ki so delali, njih so trpeli, ne, se jih še danes trpijo. Vprašanje je več bilo, kako se tega spraviti stran, kako iti na neko naprej, v neko novo stopnjo. Ne. Te tovarne niso ideal, to ni nekaj, kar bi morali spet dobiti. To bi bilo treba, ne, sej na nek način se je ukiniti, vprašanje je samo, kaj naprej. Ne. In tisto, kar je naprej, imamo pa potem to, da v resnici nam še nekako vsem dobro gre, vemo pa, da tistim, da pa se je med tem časom ustvaril sloj, ki pa jim gre, ker so stroji tako produktivni, izjemno dobro. Torej, vprašanje je redistribucije. Ne, samo ne, to zdaj, ko bomo končali, da še nekaj debatiramo o pivu. Najlepša hvala. Se veselimo. Lahko samo še eno iz tovarne, zdaj tovarna Pobure je stroj številka 7. Govorimo o petki, o petki govorimo v predstavi, ampak zdaj kupujejo resen, strašno velik
ogromen stroj, ki bo imel zelo veliko zmogljivost in tako naprej. Do zdaj so, mislim, da do lani ali do kdaj so 20% ali koliko reciklirali papirne te mase, ne, so zdaj se jim to več ne splača, ne, tako da v bistvu se nič več iz recikliranega papirja, se pravi, nič več ne prihaja. Potem bodo odpisali en stroj, mislim, da 5 ali kako, ali 4 in ne bi jo prodali v Bosno. Pa so seveda ugotovili, da bi bil prihodek premehen in so rekli, da ne bojo to naredili. Potem so rekli, da bi ga mogoče dali v Afriko, ne? Pa bi dali, ampak v Afriki, ne vem v kateri državi, so si zaželeli seveda ta stroj, ampak so se odločili lastniki, da tudi to ne bojo naredili, ampak da ga bojo rajš razmontirali. Torej, to je realnost, to je kapitalizem. In to je realnost. Ja, saj to, ne. V glavnem, to je realnost in ta masa, iz katere pač delajo proizvode, prihaja iz celega sveta, iz Argentine in tako dalje, tako da to je realnost tovarne. Jaz mislim, da stroje se še da v muzej, da se jih da pogledati, pač večji problem je, kaj storiti z zgodbami ljudi in kako jih ne samo muzealizirati, ampak predvsem ohraniti za spomin na nek kvaliteten, smiselen in premišljen način. In mislim, da je tudi to cilj, eden od ciljev ustvarjalcev predstave. Zdaj pa bi res, izkoristil tisto povabilo na pivo, v smislu povabila. Premiera to pa, ustvarjalcev. 19. marec, tako. 19. marca je torej premiera Palome, dan zatem pa Nova dežela Pridnih, tako da najbolj, da si kar vzamete mini vikend paket. Hvala lepa za obisk, Nina Vodopivec, Vaša Jaga. Hvala.